Tema mojega današnjega razmišljanja nosi naslov Sprava kot spomin in priložnost. Ko omenimo ali pa slišimo besedo sprava, se najprej v nas prebudi spomin, in sicer spomin na 81-letnico konca druge svetovne vojne in z njo povezanega revolucionarnega obračuna. A stojimo pred vprašanjem, ki ni le zgodovinsko, ampak globoko etično. Kako se kot narod soočiti z lastnimi ranami, ne da bi jih prikrili ali zanikali ali naredili za orožje v novih sporih? Kako preiti od golega spominjanja k pristni spravi, od formalnega ali simbolnega dejanja do praktičnih posledic, ki bodo vidne v življenju naroda in naših medosebnih odnosih. Moj današnji namen ni, da bi presojali preteklost, ampak bi želela odpreti prostor za dialog. Prostor za dialog o tem, kaj sprava je, zakaj je smiselna ali celo nujna, in kar je za nas morda najtežje, kako se lotiti procesa sprave. Pri tem se bom opirala na nekatere vidnejše mislece 20. in 21. stoletja, Hannah Arendt, Martha Nussbaum, MacIntyra in domačega psihologa, filozofa, teologa, doktorja Antona Trstenjaka, ki ga mnogi od vas zagotovo poznate, katerega 120-letnico rojstva se spominjamo v tem letu in pa tudi 30-letnico njegove smrti. Pa poglejmo najprej, kaj se zgodi, ko sistem postane mera človeka. Mislimo na totalitarni sistem. Totalitarni sistemi, in to velja za vse, počnejo nekaj, kar je z etičnega vidika problematično. Ukinjajo pluralnost. Nemška filozofinja judovskega rodu Hannah Arendt je v svoji prelomni knjigi, ki nosi naslov Izvori totalitarizma, zapisala, da si totalitarni sistemi neprestano prizadevajo doseči odvečnost človeka skozi samovoljno razporejanje skupin v koncentracijska taborišča, skozi čistke, skozi množične poboje. A tu ne gre le za fizično uničenje. Gre za ukinitev same ideje, da je ta ali ona oseba nepogrešljiva, edinstvena, da je njena smrt izguba za svet. Vsak totalitarni sistem je uničujoč. V sebi nosi teror. Totalitarni teror pa dosega svojo grozoto prav s tem, da ukinja prostor med ljudmi. Tam, kjer ni prostora med menoj in teboj, tam ni svobode. Totalitarizem uničuje svetost prostora med ljudmi in s tem ukinja svobodo. Ljudi napravlja nepomembne, nevidne in s tem pripravlja prostor za njihovo ukinitev. Za Hannah Arendt je bila politična svoboda vselej pluralna. Obstaja le tam, kjer priznavamo, da je vsak človek edinstven, pomemben, nepogrešljiv v skupnem prostoru. Totalitarizem pa ravno nasprotno. Ta prostor zapolni s hrupom uniformnosti in ga s tem ubije. Prav zato je vsak poskus prikazati del lastnega naroda kot odvečnega, nepomembnega ali celo sovražnega nedopusten. Toda Hannah Arendt nas uči še nečesa bolj subtilnega, ko govori o banalnosti zla. Ko je leta 1961 v Jeruzalemu prisostvovala pri sojenju Eichmannu, birokratu, ki je organiziral deportacije Judov, je bila presenečena. Ne nad pošastnostjo, ampak nad banalnostjo. Eichmann zanjo ni bil demon, bil je zgolj uradnik, toda uradnik z veliko napako. Uradnik, ki ni razmišljal,
ki je le izvajal ukaze, ki se ni vprašal, kaj počne, kakšne so posledice njegovega delovanja. Se pravi, ni bil pošast, a ker ni razmišljal in le zvesto izvrševal ukaze, je počel pošastne stvari. Ta pojem banalnosti zla nas opominja, da so hudi zločini pogosto sad ne neke mefistovske ali demonske volje, ampak odsotnosti moralne refleksije. In prav sprava zahteva, da to upoštevamo, tako pri obsodbi preteklih dejanj, kot pri presoji svojih lastnih. Pri tem se poraja vprašanje, če poskušamo situacijo preslikati v naše razmere, kdaj se država zmore imenovati demokratična? Ali država, ki ne zmore obsoditi zločinov lastnega totalitarnega sistema, lahko uporablja pojem demokratična? Odgovor je neusmiljeno preprost. Država je demokratična takrat, ko se zmore soočiti z lastno preteklostjo, ampak ne z zanikanjem in tudi ne z maščevanjem, temveč z resnico. Škotski filozof Alasdair MacIntyre in eden najpomembnejših sodobnih etikov nam doda dimenzijo, ki jo pogosto spregledamo. V svoji knjigi Po vrlini zatrjuje, da vsaka zdrava skupnost temelji na skupnih vrlinah, na skupnih praksah in na skupnih pripovedih, ki jo vzdržujejo, in na zmožnost razlikovati med tem, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je dobro za skupnost in tem, kar je zgolj koristno za posamezne interesne skupnosti. Skupnost brez skupne pripovedi, brez skupnega spomina in skupne etike je, kakor pravi, narod moralne afazije. Govorimo iste besede, mislimo pa različne stvari. Slovenija je mlada država, a njena zgodba ni mlada. Seže globoko v polpreteklost, ki je svojo travmo, pri čemer mislimo predvsem na povojne poboje, zaznamovala, če smo prizanesljivi, najmanj 2 do 3 generacije. In dokler te travme ne predelamo skupaj, skupnost ostaja razdeljena, razpolovljena, ne le politično, ampak eksistencialno. Kaj pomeni pristna demokracija? Obstaja beseda, ki jo politiki radi izgovarjajo, a težje udejanjajo. Demokracija. Demokracija, ki pomeni politično ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh. Toda Hannah Arendt razširi pojem, ko pravi, da demokracija ne temelji zgolj na vladavini večine, ampak na odprtosti do pluralnosti, na zmožnosti samokritične refleksije, na vključevanju tistih, ki so bili izključeni. Državna skupnost, ki se ne upa obsoditi zločinov lastne preteklosti, ki ne zmore prepoznati, da so bila določena ravnanja krivična, napačna, ne glede na to, v čigavem imenu so bila storjena, taka skupnost še ne more biti demokratična v polnem pomenu besede. Lahko je demokratična na deklarativni ravni, toda deklarativna demokracija brez substancialnega etičnega jedra je zgolj zunanja fasada, za katero tli nezdravo, nezdravljeno trpljenje ali celo sovraštvo. Sprava se nam tako ponuja ali kaže kot proces. Sprava je priložnost, ni politični dogovor, ni kakšen konsens, niti ni enkratno dejanje, kot kakšno, dovolite, da si sposodim prispodobo, kot kakšno jarogospodno spravljanje z nasprotniki pri slavnostni mizi ali na eminentni proslavi. Sprava je dolg, zahteven, večplasten proces. Je kakor vsak resen etični projekt,
pot, ki jo hodimo skupaj, a to, kar je najbolj pomembno, jo moramo intimno prehoditi sami. Zakaj intimno? Ko govorimo o spravi in ko ne želimo o spravi zgolj govoriti, ampak jo hočemo tudi doseči, stojimo pred globokim in zahtevnim izzivom. Sprava ni zgolj proces ugotavljanja zgodovinskih dejstev. Sprava ni spravljanje zgodovinskih krivic. Sprava je etični in duhovni proces, ki zahteva sodelovanje konkretne osebe. Je moralni in človeški klic k ohranitvi naše človeškosti. Sprava tako ni zgolj intelektualni in politični problem, ampak stopa pred nas kot etično in eksistencialno vprašanje, ki ga je moč reševati po korakih, ne da bi skušali katerega od njih preskočiti ali zaobiti. Pa naj naštejem te korake. Prvi korak: prizadevanje, da bi prišli do resnice in osvetlitve razlogov za storjena dejanja. Drugi korak: priznanje zablod. Tretji korak: obojestransko odpuščanje, ki vodi do četrtega koraka, to je sprava, ta pa do skupnega bivanja v medsebojnem spoštovanju in sožitju. Pa poglejmo na kratko vse te korake. Prvi korak: resnica. Sprava se začne z resnico, ne zgolj z poznavanjem moje lastne resnice, ne zgolj spoznavanjem moje strani zgodbe, ampak skupnim naporom ugotoviti, kaj dejansko se je zgodilo. To pomeni ne zanikati dejanj. To pomeni ne zanikati žrtev, ne relativizirati zločinov ali zahtevati, da se ena stran odpove lastni bolečini. Martha Nussbaum pri tem izpostavlja spremljajoči pojav, ki se mu ni mogoče izogniti. In ta pojav je jeza. Pri tem opozarja, da ločimo med maščevalno jezo, to je jeza, ki stremi k vrnitvi bolečine, in pa tako imenovano tranzicijsko jezo, ki jo preusmerimo v zahtevo po pravičnosti in spremembi. Slednja, torej tranzicijska jeza, je legitimna in je nujni del procesa sprave. Odpuščanje tako ne pomeni pozabljanja ali odrekanja pravičnosti, pomeni zavrnitev, da bi jeza postala naša identiteta. Se pravi, nekaj, kar bi nas določalo v globini naše človeške biti. Drugi korak: priznanje. Zgolj ugotovitev resnice sama po sebi ne zadošča. Potrebno jo je tudi izgovoriti in slišati. Sprava predpostavlja dialog. To je poslušanje obeh strani, in sicer brez vnaprejšnjih sodb. Vključuje empatijo in, kar je morebiti najtežje, priznanje, da je trpljenje drugega resnično. Na tem mestu nas zopet opozarja Hannah Arendt s svojo znamenito mislijo, ko govori o zmožnosti reprezentativnega mišljenja. Kaj to pomeni? To pomeni sposobnost, da zavzamemo perspektivo drugega, ne da bi se odrekli lastni. To ni sentimentalna empatija, to je politična in moralna vaja, ki zahteva disciplino. Se pravi, poskus, da vsaka stran sestopi svoje lastne pozicije in skuša razumeti drugo stran. Še več, da se skuša odpovedati ujetosti v svoj lastni prav in skuša videti svojo pozicijo z druge strani. In tudi skuša pogledati na svoj lastni prav iz perspektive drugega, ter skuša razumeti pozicijo drugega. To je seveda izjemno težko. Tretji korak: odpuščanje.
Pri tem tretjem koraku se bomo ustavili malce dlje, ker to je tisti korak, ki zadeva naš intimni napor. Pri odpuščanju se zadržimo pravzaprav najtežje. Zakaj? Ker je odpuščanje paradoks. V čem je paradoksnost odpuščanja? V tem, da je zahtevano od tistih, ki so bili ranjeni, in ne od tistih, ki so ranili. Se pravi, odpustiti mora ta, ki trpi, ta, ki je bil prizadet, ta, ki je bil oškodovan. Anton Trstenjak, eden naših najpomembnejših slovenskih mislecev prejšnjega stoletja, psiholog, teolog, antropolog, tudi predavatelj na teološki fakulteti, nam pri odpuščanju prihaja naproti v mnogih svojih delih, med drugim tudi v svojem delu Človek samemu sebi, kjer piše o nujnosti, da se človek najprej spravi sam s seboj. Ne s samopomilovanjem, ne s samoobtoževanjem, ampak z integriteto. Se pravi s tem, da se človek sooči z lastno senco, z delom sebe, ki bi ga raje zamolčal ali ne videl. Dokler tega ne stori, pravi Trstenjak, je vsaka sprava z drugim le zunanja maska notranje razdvojenosti. Narod, ki zanika svojo senco, ki noče vedeti za svojo temo, postane nevrotičen in agresiven, tako pravi Trstenjak. Posameznik, ki ne premore poštenja do lastne zgodovine, pa tudi ne more biti resnično prost v odnosih do drugega. Možnost odpuščanja izvira iz človekove svobode in veličino odpuščanja spoznamo po Trstenjaku šele takrat, če si istočasno razčlenimo soodnosne doživljaje, ki so z odpuščanjem povezani. Tako Trstenjak v svoji knjigi Hoja za človekom piše o tem, da je soodnosna z odpuščanjem žalitev, ki vodi v zamero. Človek zameri zato, ker vidi v žalitvi nekakšen napad nase, na lastno integriteto. In kaj je tu najbolj zanimivo? Človek se lahko čuti prizadet bodisi v svoji pravici, časti, svobodi, mišljenju, a za določitev pojma žalitve je popolnoma vseeno, ali je ta bila storjena namenoma ali ne. V občutju prizadetosti zaradi žalitve se v človeku prebudi odpor, užaljenost, ki je neposredno soodnosna žalitvi. V užaljenosti človek odgovarja s svojimi čustvi, tako se na primer lahko umakne, ne govori, zapre vase, je žalosten, lahko pa se na žalitev odzove s čustvom napadalnosti in maščevalnosti. Tako je tudi maščevalnost soodnosen dej žalitvi. Ključno pri tem je vprašanje, ki ga takole artikulira Anton Trstenjak. Kako človek v svoji užaljenosti odgovarja na zadoščenje za žalitev? In pri tem stojimo pred temeljno dilemo. Odpustiti ali ne odpustiti? Če imamo možnost ali izberemo možnost ne odpustiti, ker je rana morda pregloboka, krivica pretežka, sta po Trstenjaku možna dva odgovora. Torej, če ne odpustim, se lahko maščujem, ali pa brez maščevanja vztrajam v zameri. Toda ali je to pot k spravi? Nikakor. Druga možnost, odpustiti, je možnost, ki odpira tri načine. Trstenjak razlikuje tri načine ali tri vrste odpuščanja. Prva vrsta odpuščanja je, ko nekdo odpusti, ker je dobil zadoščenje, a krivice, žalitve, bolečine pozabiti ne more. Strogo gledano je to isto, kakor odpustiti in se ne maščevati, a nadaljevati z užaljenostjo brez maščevanja. Anton Trstenjak to imenuje polovična zmaga nad samim seboj. To je zmaga zgolj v razumu in volji, ne pa tudi v čustvih.
Drugi primer, druga vrsta odpuščanja. Nekdo odpusti, če tudi ni dobil zadoščenja, a tudi ta ne more pozabiti žalitve. Tudi to po Trstenjaku ni prava zmaga nad samim seboj, ampak zgolj polovična. Tretja možnost ali najvišja stopnja odpuščanja pa je tista, ki jo doseže samo ta, ki lahko odpusti, ne glede na to, ali je zadoščenje pri njem bilo storjeno ali ne. Se pravi, da pozabi na žalitve, krivice in je svoje strani v odnosu do drugega takšen, kot je bil pred storjeno krivico ali žalitvijo. Trstenjak posebej poudarja odpustiti s svoje strani. Odpustiti s svoje strani je pomembno zaradi tega, ker je možno, da tisti, ki je krivico povzročil, žalivec, zaradi slabe vesti ne more biti nikoli več tak do njega, kot je bil poprej. Trstenjak pravi, da je to najvišja stopnja iz preprostega razloga. Človek, ki je zmogel odpustiti na tak način, je dosegel zmago nad samim seboj na vseh treh ravneh svoje osebnosti. Na področju razuma, volje in tudi na čustveni ravni. Toda Trstenjak je realist. Ljudje, ki znajo odpuščati popolnoma, so redki. Popolnoma, tako da ne zahtevajo nobenega zadoščenja zase, nobene povrnitve. Popolno odpuščanje izhaja predvsem iz uvidevnosti in upoštevanja dejstva, da je tudi drugi nepopoln, da je tudi drugi ranljiv. Trstenjak pravi, da kdor ne zna odpustiti, ostaja v svojem čustvenem ravnanju na ravni dražljaj odziv. In tu umanjka človekova svoboda. Biti svoboden od same situacije, od storilca oziroma povzročitelja krivice ali žalitve, biti svoboden tudi do krivice. Tu gre za vprašanje osebne svobode in dostojanstva, ki je pri storjeni krivici ali žalitvi res kršeno, prizadeto, a kot pravi Trstenjak, lahko osebno osvoboditev in dostojanstvo iz prikrajšanosti dosežemo samo, če se nehamo z drugimi primerjati in se tako dvignemo na višjo raven. To je možno, če smo sposobni postaviti si ključno vprašanje. Ne kako bomo premagali drugega, mu dokazali svoj prav, svojo prizadetost, temveč kako bomo premagali sami sebe. Recimo v primeru, ko storilec več ni živ in niti ne more prositi za odpuščanje. Trstenjak pravi, da gre za to, kako se bomo dvignili nad situacijo in iskali zadoščenje za žalitev ali krivice na višji ravni in vrednotah, ki se ne izčrpavajo v enačbi zob za zob. Iskreno odpuščanje po Trstenjaku pomeni odpuščanje brez pridržka. To pa pomeni preraščanje samega sebe, rast v nadčloveško nesebičnost in svobodnost, kar vključuje tudi usmiljenje do drugega. Trstenjak pravi, da se v človeku javlja zmagoviti duh, ki je zmožen dvigniti se nad vse čute, ne samo v umskem spoznanju, niti ne v osebnem vrednotenju, na primer v našem doživljanju sreče, nesreče, čaščenja, zaničevanja, ampak v izrazito naravnih dejanjih, s katerimi razodeva čudovito moč preseganja in izpostavljanja samega sebe z možnostjo osvobajanja sebe od spon sebičnosti in maščevalnosti v svobodo resnično dobrega človeka. Tako po Trstenjaku resnično odpuščanje ni najprej intelektualna odločitev. Je stvar srca in v teološkem jeziku je stvar milosti. Kdor je globoko ranjen, odpustiti ne more zgolj iz lastnih moči. Tukaj ne gre za šibkost, ampak gre za mejo, na katero naletimo. Tukaj se odpira prostor za dimenzijo, ki jo imenujemo duhovnost, ki nas vabi, da sprostimo nadzor in pustimo stopiti tistemu,
ali temu, kar je večje od nas, kar nas presega. In v tem je tudi paradoks odpuščanja. Paradoks odpuščanja je v tem, da ne govorimo o pozabi krivice, ampak o predelavi krivice tako, da krivica ne nadzira več človeka, ampak je človek kljub krivici še vedno lahko svoboden. In četrti korak, sožitje. Sprava se ne konča pri odpuščanju, konča se pri sožitju. Sožitje ni enakost, ki bi zakrila razlike. Sožitje pomeni priznanje razlik, ki ne postanejo orožje. McIntyre pravi, da je to mogoče v skupnosti, ki temelji na praktičnem razumu, na skupnem iskanju tega, kar je dobro za vse, za celotno skupnost. Sprava kot razumski in čustveni proces. Ena od pogostih napak, ki jo delamo, ko govorimo o spravi, je, da jo postavljamo pred dilemo, ali je sprava stvar razuma ali čustev, ali je stvar logike ali je stvar srca. Na osnovi že do sedaj povedanega lahko sklepamo na to, kar tudi opozarja Martha Nussbaum. Govori namreč o tem, da je to napačna ločnica. Odpuščanje je hkrati globoko čustveno dejanje, nosijo moralne informacije, ki jih goli razum ne more zaznati. Čustva nosijo moralne informacije, ki jih zgolj z razumom ne moremo doumeti. Ko čutimo jezo ob krivici, to ni patologija, to je moralni signal, da je bila kršena določena vrednost, dostojanstvo. Vprašanje ni, ali ukiniti jezo, ampak kaj z njo narediti. Martha Nussbaum pravi, potrebno jo je preusmeriti. Od maščevanja k pravičnosti, od pogleda v preteklost k zazrtosti v prihodnost. Toda tudi razum ima pomembno vlogo v procesu odpuščanja. Nenadomestljivo vlogo. Brez razumske presoje dejstev, brez skupnega ugotavljanja, kaj se je zgodilo, smo prepuščeni bolečini vsake strani posebej, ki se med sebojno izključujeta. Razum pa nam da skupen jezik in prostor za pogovor. Tako bi lahko rekli, da nam čustva dajo energijo in resnost, da pogovor lahko sploh začnemo. Sprava tako ni zgolj razumska, niti zgolj čustvena. Je celovit človeški akt, ki vključuje razumsko ugotavljanje resnice, čustveno predelavo bolečine in duhovno zmožnost odpuščanja ter socialno zavezanost skupnemu sožitju. In vsak od teh vidikov je pomemben. Sprava tako ni v zmagi ene strani nad drugo. Sprava ni v ponižanju ene strani pred drugo. Sprava je v soglasju. To je v priznanju, da je bila napaka storjena in s tem povzročeno trpljenje. Sprava predpostavlja dialog. To je poslušanje obeh strani brez vnaprejšnjih sodb. Sprava vključuje empatijo ter priznanje, da je trpljenje drugega resnično. Sprava je v prepoznanju človečnosti obeh strani in priznanju bolečine. Če zaključimo, resnične sprave tako ni brez odpuščanja. Odpustiti pa ni mogoče zgolj na racionalni ravni. Resnično odpuščanje je stvar človeške duše. Ko je ta zaradi krivice ranjena, užaljena in iz svojih lastnih moči ne more odpustiti, je pravo odpuščanje pravzaprav dej božanskega. Odpuščanje omogoči milostni božji poseg v človeško dušo, v človeške duše in s tem tudi v naše medosebne odnose. To v procesu sprave pomeni, da se mora odpuščanje zgoditi
najprej na osebni, prej smo rekli intimni, individualni ravni, na najbolj intimni ravni človeškega bitja, v človeškem srcu, v človeški duši. Kako sicer odpustiti nekaj, kar je krivično? Kako odpustiti nekaj, kar je boleče? Kako odpustiti nekaj, kar je nesprejemljivo, nelogično? Človek lahko odpusti zgolj, če dopusti, da v človeško logiko racionalnosti poseže nekaj, kar je močnejše od njemu lastne, omejene, racionalne logičnosti. Se pravi, kar je pravičnejše od formalistične pravičnosti, kar je močnejše od vseh sil tega sveta. To je tisto, kar renesančni filozof Ficino imenuje ljubezen kot vez sveta. Ne govori o sentimentalni ljubezni, o nekem čustvu, ampak o tisti vezi, ki človeka dviga nad merilo maščevanja in poveže z nečim, kar je večje od naše bolečine. V verskem besedoslovju bi rekli, da gre za milost. V filozofskem tisto, kar Martha Nussbaum imenuje generoznost. Deliti svoje vire, naklonjenost z drugimi, biti empatičen. Se pravi, ne povrniti zla z zlom, temveč z dobrim, dobroto, z usmiljenjem, z ljubeznijo. In ko se zdi, da odpustiti ni mogoče, ko se zdi, da je sprava nedosegljiva, težka, nelogična, je edina logična rešitev v tem, da dopustimo, da v proces odpuščanja in sprave pustimo vstopiti silo, ki sama po sebi ni logična mera, a ukinja vsa človeška pravičniška merila in merjenja, in to je strastna moč miline ljubezni. Če smo uvodoma skupaj s Hannah Arendt razmišljali o moči totalitarizma, ki lahko uničuje svetost prostora med ljudmi in s tem ukinja svobodo, lahko ugotavljamo, da se tudi ta moč vendarle nekje konča. Nobena zunanja prisila, noben krivični zakon namreč ne more ukiniti svobode človeškega duha in ne more izbrisati hrepenenja po svobodi in ljubezni iz človeških src. Zato pa je seveda potreben pogum. Hvala za vašo pozornost in tudi pogum, da ste bili z menoj.